Gospod Zalar ocenjuje to novelo ministra Šturma kot najbolj nevarno novelo zakona o sodiščih doslej in meni, da je moral biti zaradi tega celo minister zrel za interpelacijo. Ali bi delili to mnenje? Minister je vsekakor že zrel za odstop, kamor smo ga že tudi pozvali. Konstantne kršitve, ne samo zakona, kršitve tudi ustave, ki je nek vrhovni kriterij, pod katerim pa res mora delati minister za pravosodje, pa kažejo na to, da nima nekih niti osnovnih elementov pri svojem odločanju, da bi lahko sploh bil primeren kandidat za pravosodnega ministra. Ali je zdaj zrel za interpelacijo ali ne, je stvar daljše razprave. Vse to, kar pa zdaj dela, in se strinjam z gospodom Zalarjem, da to je eden gotovo izmed najhujših posegov v pravosodje, ki se ga verjetno ljudje niti ne zavedajo, kako pomemben poseg v pravosodje bo, če bo to sprejeto, kaže na to, da smo dolžni zelo tehtnega pomisleka, kakšna naj bo usoda gospoda Šturma. Glede teh interpelacij je pač potrebno vedeti tudi nekaj drugega, da si je ta vlada in koalicija z sistemom teh dodatnih, bom rekel, garancij, partnerstva za razvoj in pa tega pakta o nenapadanju zagotovila relativno varnost pred tem, da se ta instrument uporablja. Mi smo o tem, da se ne spodobi, bom rekel, poleg tega ključne delitve na pozicijo in opozicijo podpisovati drugih mehanizmov, ki hromijo demokratičen nadzor vlade, veliko govorili, ampak zmeraj je to izpadlo kot stvar prestiža med strankami na levi sredini. Sedaj se pač izkazuje, da so ti mehanizmi pravzaprav bistveno ohromili sistem parlamentarnega nadzora. V vseh dosedanjih mandatih bi v takem primeru ali pa v kakšnem drugem primeru bilo možno zlahka razpravljati tudi o interpelaciji. V tem pač to ni možno, ker obstaja, bom rekel, sistem zavez, ki so očitno ne glede na vse, kar vidimo, dovolj močne, da se vladi ni potrebno bati glasovanj določenih opozicijskih poslancev proti njim.